Zelo sem bil vesel za prvih 100, za drugih se mi je pa kar zdelo logično, da če sem prvih, da bom tudi za drugih 200, sem zdaj pa bomo videli. Uživam v tem in tudi nikoli se mi ni uprl. Vsake toliko je treba iti malo ven, ker tle jih je premalo, pa ti tako že poznaš. No. Preden smo štartali, so rekli, veste kaj, ko pa dež pada, bomo pa mi malo progo skrajšali. Saj smo prišli do Pompejev v cilj, so že podirali cilj, ampak ni bilo 42. Počutje, zadovoljstvo, spoznavanje kraju, ljudi, druženje, kulture, to je že v bistvu način življenja. No. Poštovani, drage tekačice in dragi maratonci, po ljubljanskem maratonu, ko preštevamo nove maratonce, ko častimo stare in ploskamo vsem tistim, ki so jih naredili že ogromno, sem si je zaželel posebnega gosta. Ja, edinega Slovenca, ja, kot vem, ki ima 200 uradnih maratonov. Spoštovani in spoštovane, z mano je Igor Stegl. Igor, živijo. Živijo, Marko. Kako si, Igor? Zdravo. Dobro, fajn. 2 dni sta že mimo, tako da ni problemov nobenih. Ja. Čutiš kaj v nogah, mogoče? Ne. Nič posebnega, kot ponavadi. Na 2 dni ne grem laufat, pa lahko bi šel tudi že danes, nima smisla. Ne smemo pretiravati, ne. Tu mi vsi pravijo. Sicer ne vem, kaj to pomeni, ampak je fajn si vzeti malo fraj. No, tako. Mislim, jaz sem si po vsakem maratonu, pa še zdaj si ker brez slabe vesti vzamem, ne vem, 3, 4, 5 dni frej, čeprav mi kdo pravi, da to ni dobro, da se bom zasedel, da je fajn iti malo teč, ampak ne vem. Ti bo šel jutri, praviš, jutri, danes, ne, jutri pač. Ne vem, jutri imam ta dolgo, pridem 6 s Kopra, tako da verjetno ne bo več, kaj bo tam, jaz pa potem ne maram laufati, niti ne po mestu, ampak grem ponovadi popoldan v naravo, na kakšno makadamsko cesto. Sicer nobene ni ravne, zato grem včasih tudi na stadion, ampak zaradi tega, ki je osvetljen, pa ki je ravno. Ne? Brez kakšnih intervalov v tem poteku in to meni ne gre in ne obvladam tega. Teorijo ja, praksa pa ne. A si, če si že ravaš v teoriji, pol si prebiral ali pa prebiraš kakšne tekaške knjige, se tega izogibaš, rajš? Ne, čuda tega sem prebral pred leti. Fajn je bil, ki je bil tudi forum tekaški, sem bil skozi gor, sem občudoval to tekače in sem njihove nasvete pobiral z užitkom. Bral sem pa tudi, žena dela v knjižnici in mi je znosila vse možne knjige. Tako da teorijo obvladam, v prakso pa tudi jaz ne speljem, sem malo poseben in mi ne grejo niti kakšne raztegovalne vaje, ogrevanje. Vem, da tu ne gre skupaj, ampak tak sem. Jaz te, Igor, razumem od dno duše in srca, ker sva si to zadevno kar podobna. Ja, mislim, pa bi se mogel raztegovati, pogrevati, ampak nisem še prišel do tega in si mi kar zgled, če si uspel priti do 200-tice. Jaz sem še daleč do tja, potem se da tudi brez tega, ampak povej mi, proslavili pa ste, baje, to okroglo in lepo številko. Ja, včeraj sem gostil prijatelje s Postojne, nas je bilo njih 12, ampak več ali manj so vsi ne tekači. Tako da sem bil jaz edini tekač med njimi, oziroma so tako občasni, ampak ne hodijo pa na tekme. Občasni tekači, ampak kako pa potem sprejemajo te tvoje dosežke? No, mislim, kot tekače nekako že razume človek, da nekdo toliko preteče, ampak ne tekaču je pa to abstrakcija, vesolje, kako? Včasih me razumejo, največkrat pa ne. Ampak nič za to. No. Vejo, kakšen sem, vejo, da nisem obseden s tekom toliko, da bi bilo vse podarjeno temu, laufat grem jih parkrat na teden, tako da ne trpi familija preveč in tako. Zdaj boš rekel, da ki mi razloži, če bi zdaj vzela spet teorijo, ki si jo prej omenil, kako se pripraviti na maraton, katerekoli hitrosti, če se že pri tem, bo tam notri pisalo, da je treba iti vsaj 3-krat čez teden, pa mogoče za konec tedna še nekaj daljšega ali pa kaj podobnega. Tebi uspeva, a zaradi tega, ker pač maratoni praktično treniraš dolžine, teči precej manj čez teden, kot bi kdo rekel, da moraš. Ja. Telo je navajeno že takih naporov, oziroma
baje imajo mišice spomin in izven sezone, se pravi tekaške, maratonske, po zimi, poleti, ki je malo teku, takrat se enkrat spravim, kakšne 3 tedne prej malo daljši, ampak tu je kvečem kakšnih 20-24 km, več pa ne. Vmes pa, ko so maratoni, pa ne rabiš, ko so toliko pogosti, da rabiš kakšen kratek tek med tednom in počasen in to je to. Ne. V bistvu pa jaz skozi delujem na pogovornem tempu in se mi zdi, če ne forsiraš, da se da tudi veliko krat na leto iti na maraton. No. Jaz se spomnim, mislim, da je bilo če ni bilo leto 2015, na Ljubljanskem maratonu sva se pogovarjala, pa si rekel, zdaj bom imel kmalu 100, pa sem rekel, pa to je noro, 100 maratonov, mislim, to je življenjski cilj, kaj boš pa zdaj? In si gladko pribil, tudi trzno nisi, gremo po naslednjih 100. No, zdaj v teh borih, ne, 6 let je, ja. 6, 19 je bilo to, ali pa nekaj tazga. Ja. 6 let kasneje, teh 100, zdaj naprej, daj mi povej, kaj ti pa zdaj pomeni 200 maratonov, no, mislim, to je res taka ogromna številka, jaz se priklanjam do tal, v kratkem času si jih praktično naredil, ampak kaj tebi pomeni, no, daj povej, tako tipično zaguljeno vprašanje, ja. Zelo sem zadovoljen, da sem jih naredil, ampak predvsem zaradi tega, da nimam kakšnih večjih poškodb in da lahko funkcioniram še naprej. No. Zdaj ne bom nič garantiral, da bo še 100, ne, ker EMŠO dela svoje, ampak zelo sem bil vesel za prvih 100, za drugih se mi je pa kar zdelo logično, da če sem prvih, da bom tudi za drugih 200, sem zdaj pa bomo videli. V glavnem, super, no. Jaz sem zadovoljen sam sabo, da lahko funkcioniram, no, v takmu stilu, se pravi, če treba tudi 4 maratone vsak teden enega za vikend, brez kakšnih posledic, bolečih, takšnih drugačnih in da funkcioniram naprej. In se super počutim, posebno pa na maratonu oziroma po njemu še bolj. No. Tako da, če bo zdravje, bomo v istem tempu še naprej. Tako da za prvih 100 sem rabil 10 let dobrih, no zdaj, za drugih 100 sem pa že v dobrih 6. Zdaj, tako skozi. S takim tempom, pa če še pojačaš, boš naslednjih 100 naredil 3,5, ali boš pa rekel, da se pa upokojim tekaško in še tako, pa pridite malo pogledati medalje. Ja, se je zanimivo. Sam enkrat sem jih stresel ven, imam ene 3 škatle s čevlji nabite. So zanimive, včasih so bile res eni taki majhni kosi pleha, ampak zdaj so pa res medalje, se vsi trudijo, da naredijo lepe, primerne, res, da je zžitek primaš v roke. Ne. Boš rekel, da imaš vse, a si zbiralec, si tisti, ki vse pospravi, številke, medalje? Ja, številke pospravim, medalje tudi. Zadnje 3 ponovadi visijo v kuhinji na enemu cveku in pol, ki jih je več kot 3, jih vržem, zadnjo pustim, jih dam v škatlo in tu kolobaram. Tako da jih gledam ene par tednov in pol pa pridejo nove. Tako. Ja, mi ostali nimamo take sreče, mi jih dol gledamo, ja, pa jih okrog obračamo, da je bolj zanimiv, ker se ne menjajo to kot pri tebi. Drugačne številke si kaj računal potem, zakaj ravno Ljubljana kot 200, ti vem, da si, prvi v Radencih, Klukca, mislim, človek je šel v Radence, poslušajte to. Prvi maraton v Radence jih je naredil 200, zdaj, a zato, da mu ni bilo več treba v Radence, ali kaj ga je tam navdušilo, ponavadi gre človek enkrat v Radence. V Radence hodim dokaj redno, če ni kakšen drug maraton vmes, letos je bil Beer Lovers maraton, se je pokrival s datumom, jaz sem videl majčko, ja, super, smo bili skupaj. Drugače pa te Radence sem jaz silom prilike izbral, ker jaz sem začel teči recimo 2002, postopoma, malo sem je začel špeh nabirati, ker sem prenehal kaditi, in sem začel teči take krajše razdalje in pol po par letih sem bil enkrat na dopustu v Novem Gradu, sem šel teči eno 12 in potem se prijavil, se rekel, grem probat Kraški maraton, pa drugo leto sem šel spet Kraški maraton, pa 3. leto Kraški maraton, pa sem imel pa probleme z Beckerjevo cisto in sicer za kolenom se mi je nabirala tekočina, sem hodil k ortopedu, namesto da bi
vzrok odpravil, oziroma ugotovil, kaj je, mi je samo spumpal ven z injekcijo, tekočino in je vprašal, je zdaj v redu, sem rekel, ja, no, čez par dni ali pa par tednov se je stvar ponovila, dokler nisem jaz spet videl nasvete na tekaškem forumu, so rekli, pojdi do fizioterapeuta, tam je premikal koleno in je ugotovil, da ima verjetno načet meniskus, aj natrgan ali raztrgan, da ne gre na magnetno resonanco. Seveda na magnetni resonanci je pokazalo, da je en košček odtrgan in sem tu bil tudi že datum za operacijo, za artroskopijo in to je bilo enkrat po zimi, ampak za čuda je bolečina ponehala in niti se mi ni več nabirala tekočina in se rekel, zdaj pa preden imam jaz, dobil sem datum, ne vem, enkrat decembra za operacijo, se rekel, tisti december je šel mimo, sem preklical operacijo in sem rekel, zdaj moram pa, preden mi obrežejo in zašijo ta meniskus, moram jaz pa probati en maraton uteči in ta prvi, ki je bil pri nas, je bil pač Radenci in pretekel maraton in sicer je bilo tisto leto 31 intervencij, soparno, skoraj sam sem bil v drugem krogu, ampak vseeno se mi je tisto vzdušje tako dopadlo, sem rekel, grem še enkrat probat. Na forumu je Željko reklamiral Gardo, da je zelo lepa, sem se prijavil septembra na Gardo, potem še na Ljubljanca in se videl, da funkcioniram, pa se pa odprl, pa sem še enkrat operacijo prestavil in od takrat naprej pol sem pa po enih 10 na leto delal ali več maratonu in se videl, da je to. No, malo izleta, malo druženja, spoznavaš nove ljudi, kraje. Človek, ki je pozdravil meniskus s tem, da je šel na maraton. Mislim, to bi lahko knjigo napisal, lep naslov je to. Ne? Zdaj, a si šel kdaj pa preveriti, morda pa se poslikati na magnetno, da bi pogledal, kje je ti košček zdaj, kam je pobegnil? Ne vem, ali sem ga zdrsal, ti košček, ki me je dražil, ali pa je šel na kakšno tako mesto, se je umaknil, da ne dela težav, ne, tu pa ne vem. Nisem šel. Boš rekel, da nisi več začutil tega kolena v teh 16 letih, nič več. Ja? Imel sem kakšne težave s kakšno mišico, kdaj ima drugače pa nič. S kolenom nobenih. Si se pa kdaj pogovarjal z zdravnikom, ki te je napotil tja, morda čez leta, ali pa je videl kakšen članek od tebi, pa rekel, čaka, ni to človek, ki bi ga mi mogel zrezati, pa še kar beži od nas. Nisem imel nič kontaktov več z njim. Zanimivo, bom jaz zdaj poslal. Zato sem izbral te Radence kot prvi maraton in drugače pa za 200 tisem Ljubljano, zato ker prvo se je šlo tako, da sem na Istrskem enemu domačemu terenu 100, pa sem pa rekel, da moram pa 200 pa tudi nekje v domačih krajih je bila pa to Ljubljana. Ljubljana je itak super, tako da sem mogel preskočiti enih par maratonov, ko bi šel z vami, zato če ne bi šlo čez 200, sem ga te res v Ljubljani narediti. Mislim, Slovki... Brez kakšnega pompa, no, tako. Ja. Ne, mislim, obeležil si to tako, da si imel pač na majici zabeleženo, da je to tvoj 200. maraton, nisi navlekel tja medijev, pa ne vem, številko sem imel edino, ja. Pa 200 številko. Ja. To si pa uspel izpogajati, tako kot bom rekel tudi takrat na Istrskem, ja, in tako naprej. Ne kot Zajca, oziroma tempo tekača, sem že kar nekaj let, kakšnih 10, sodelujem in me povprašajo vsako leto, če imam še namen, pa za kjer čas bi šel. In sem povedal, da tako imam že zadnje par let za 4:30, edino to sem napisal, če mi lahko zrihtajo še 200 številko 200 in ni bilo problema in to je to. Drugega pa nič. Tudi drugot nisem preveč govoril okrog, da je to moj 200. Razen seveda tekaškim prijateljem, tu pa že vejo. Ampak to se je pa kar razvedel, no, in zdaj, kakšne oči so naredili tisti, ki recimo so prvič slišali, da človek lahko preteče 200 maratonov, no, najbrž je kdo zapazil, no, da teče ob njem človek svoj 200. maraton, ko si šel. Ja, pa tudi že včasih, tudi prej so bili, vedno srečaš kakšnega tekača, ki te povpraša, od kje si, pa če si že bil tukaj ali pa na kakšno drugmu maratonu, pa te tudi vpraša, kjer je ta tvoj po vrsti, pa je bilo tam čez tu, pa toliko vem, da so se kar začudili
Srečaš pa veliko tudi takih, tudi poznam jih, recimo Hrvatov je neki, ki imajo čez 100 oziroma čez 200, eden ima tudi 300, pa tudi enih par Srbov je, ne, tako da. Slovencev pa baje ni, no. Hrvatje pa Srbi imajo tudi klub 100 maratonov in pa Italijani, oziroma vse države, Slovenci pa niti ne. Tako da so tudi mene sprašvali, če bi jaz vodil to evidenco v Sloveniji, rekel, da mi ne znese zaenkrat. Mogoče pa bom v penziji. No. Pa se vas bo že, mislim, neki zasledovalcev Maša, ne, Sandi Koščak ti diha za vratnik, recimo, pa Kralj. neki zadnji Uroš Kralj, doktor Savic se tudi še bori krepko, že čez 130, Borut Gruden počasi prihaja do 100, pa najbrž še kakšen, no, ki bi se lahko pohvalil s tromestno številko, prav veliko vas pa ni, no, in ne. Željko Brlak jih je imel, pa potem nehal. Nekaj čez 130, ja. Tako, a ne, mislim, to je vse projekt, no, jaz sem srečeval čez leta enkrat na Malti nekega Italijana, ki jih je imel 700, pa neki, kar se mi zdi pač nora številka, ne, pa kakšni Angleži, ki imajo vsak dan en maraton v kakšnem parku, jih imajo tudi po toliko veliko, ampak dobro, to je že malo surrealno. Zdaj, ti si teh 200 odtekel čist regularnih, razmerno velikih prireditvah. So tudi manjše, ampak edino enkrat sem bil na Hamburg maratonu, tu so pa ti manjši maratoni, kjer ljudje nabijajo število maratonu. Pogoj je pa ta, da je vsaj 4 pridejo v cilj, da je razpis, mora biti nekje na kakšnem mediju, da so rezultati, da imaš štartno številko, da je sodnik tam in pol je regularno, recimo Stjepan Čosić, ta vodi evidenco na Hrvaškem, on iz Vukovarja in imajo enkrat na mesec, ne, maraton speljan ob reki Donavi, sem šel tudi jaz enkrat odlaufat, ima 6 krogov gor pa dol, to oni v bistvu enkrat na mesec organizirajo v Vukovarju, naslednji mesec je pa na drugo stran Donave v Srbiji, imajo pa tudi enkrat mesečno, tako da praktično ni treba iti nikamor, pa lahko narediš 2 maratona letno. Ne? In oni povečujejo to število maratonov, medtem ko pri nas pa itak imamo te 4, pol Hrvaška jih ima tudi nekaj, Italija in pol je treba iti kam dlje, če češ zbrati to število. No? Tako da, če bi bilo v bližini še kakšen več, bi verjetno imel večjo številko. Ker meni je to doživetje, prideti na maraton, odlaufati na maratonu, se pogovoriti, podebatirati, spiti kakšno pivo in to je super. Kdaj si, a se spomniš datuma svojega prvega maratona? Bil je maj 2009 v Radencih, sam prav datuma pa ne vem. Mislim, da je bil 15. maj 2009 v Radencih. Ja, zakaj vem to, ker sem šel pogledati in so oba tekla na tistem maratonu. Ja, takrat tudi jaz sem ga tekel, čist malo sem bil pred tabo, potem si me večinoma prehiteval na naslednjih. Ampak, če si fan številk, si izračunal mogoče, koliko mesecev, tednov, dni je bilo 1. do 200 tega? Ne. No, da te razsvetlim, od tvojega prvega do Ljubljanska je bilo dobrih 197 mesecev. Evo, tako. To pomeni, da si praktično vsak mesec... No, super za ta podatek. Še boljši podatek ti bom povedal, še boljši podatek, ta ti bo še bolj všeč, pazi to. Ne? Od tvojega prvega do tvojega 200. maratona je minilo točno 6000 dni. Sem šel prav preveriti, datume. Se pravi... Hvala lepa, bom si zapomnil. 6000 dni, jaz sem rekel tako dobro, na vsakih, se pravi, tvoje povprečje je na vsakih 30 dni en maraton in to počnemo že zadnjih 16 let. Pa to, mislim, noro. Mislim, mene fascinira to, predvsem to, kdaj, mislim, se vem, jaz sem trd maraton, pa greš na maraton, pa si utrujen, pa greš potem na drugega, pa ga doživiš. Kje si ti potem, prvo leto si koj naredil 3, pa potem, kje si tako vzljubil to razdaljo, da si dal več priložnosti na leto kot čisto običajni smrtniki. No, to me zanima, kako te je to tako povleklo noter. Si je rekel, vse maraton pa ni nič takega. Ne, ne vem, uživam v tem in tudi nikoli se mi ni uprl. Če mi je težko, mi je edino kdaj, ker zdaj velikokrat moram iti sam, recimo v Bolonijo, v Verono, Padovo, in je treba, in ne prespim in grem recimo v nedeljo zjutraj, tu vstati mi je težko, pa
ko spijem kofe, pa nekako gre. Tako da pač uživam. Tam je res v počasnem teku, pogovornem teku in to je to. Se mi zdi, da ljudje preveč gledajo samo na čas, pa gledajo na uro, koliko, kakšen tempo imajo. Se jaz imam uro, jo spremljam, ampak to je pač pripomoček, ni pa ovira. Dosti mi je ovira, poznam tudi, še včasih smo skupaj šli na kakšne tekme, če ni bil v tistem času na polovički, ne vem, pod uro in pol, je odstopil. Ne? Jaz sem odstopil samo enkrat in tu v Crikvenici, ker me je zadnja loža, sem si natrgal mišico, oziroma enkrat sem celo v Italiji tudi z natrgano prišel v cilj in drugače sem pa tista, ki sem štartil, sem tudi prvi cilj. No, se mi zdi po pameti, sicer malo je neumno govoriti, ne, če imaš 200 maratonov, da je tu glih po pameti, ampak se ne smeš preveč naprezati, no, se mi zdi. Ampak si znal ti vteč, tudi maraton, bom rekel, krepko po 4 ure, blizu 3 ure pa pol, 5:0 na kilometr, kar pa ni več, bomo rekli, čistko lahkoten tek, ne si bil v formi, se vendarle. Nikoli nisem gledal na čas, sem pa opazil, da tudi ta teorija ne drži, da se moraš začetka malo šparati, pa drugi del, ali pa enako, oba dela malo enako hitra, oziroma drugi del celo lahko pospešiš, jaz tle ta teorija ne velja. Jaz ali sem šel prvi del počasi ali hitro, vedno je bil zadnji del toliko počasnejši, se pravi, če sem že od začetka šel prepočasen, tudi na koncu je bil temu primer rezultat toliko slabši, ne, tako da, ne vem, vedno sem šel po občutku in to je to. Pri tebi ni slabega maratona, tudi če si ti recimo, spomnil sem se še enega maratona, ki so ga tekla, vsaj malce časa skupaj, to so bile Atene 2020. Ja, to je bilo super. Ja, takrat si mi pojamral, da imaš, mislim, neke želočne težave si imel, nekaj takega, ne, vem pa, ampak si vseeno odbrzel pol mimo in si mi vseeno pač dal, ne. Lik odbrzel, ne, ja, verjetno, ja, sva dolgo časa skupaj tekla, ja, proti koncu se mi je stvar malo izboljšala, drugače pa, ne vem, nisem imel veliko krat težav s tem, hrane ne jem druge, razen gelu, ki jih imam sam s sabo, oziroma so lahko tudi, zdaj na Ljubljancu sem njihove gele jedel, nimam problemov s tem, ampak drugo hrano pa nekako mi ne gre dol, ne piškoti, ne čokolada, ne banane, nekako mi ne grejo, nek pa je treba, no, zaužiti, tako da kar nosim svoje gele ponovadi s sabo. Pa to že ves čas si prej eksperimentiral tudi s kakšnimi drugimi stvarmi, ne? Nič nisem eksperimentiral, na forumu tekaškem se spraševal, nekoliko vzeti, nekoliko kilometrov ali časovno, pa kakšno količino in tako in pa sem sam probal. Imaš kakšne posebne gele, nekaj posebnega prisegaš? Ene 100-gramske sem jih iz Nemčije naročeval, zdaj sicer jih ni, so fajnke, so na zamrškini, približno en tisti za 3-krat, se pravi, tu je do 25-30 je tisti dovolj, pa še enega manjšega in to je to. Mislim, ti si naredil to neko obrtniško delo, zdaj iz tega tvoje maratonskega teka, to mi všeč. Mislim, meni, kadar te srečam, kam potujemo, ne, poznam veliko tekačev, ki jih daje malo nervoza, vse sorte stvari, ti si zmer tako stoično sproščen, enostavno se ne daš kaj dosti motiti, da bi te to spravilo iz tira, ali vendarle še vedno, no to me zanima, malo pa vsem živčki delajo, malo pa vsem si nervozen, imaš tremo, ali kako? Nervozo sem imel kar nekaj časa, posebno, kadar sem šel sam kam dlje, pa nisem vedel, kako se bo išlo, nisem imel nobenega pomočnika, žene ni bilo zraven, ali pa tudi, če se mi kaj zgodi, kdo mi bo pomagal in tako naprej, drugače pa ne, zaradi samega teka in tudi vedno manj, nima nobene kakšne treme, ampak zdaj, ko sem bil pa 200. maraton, sem pa imel tremo, ampak iz tega razloga, ki je neki prijatelj vseeno vedel, da grem na 200. maraton, pa da se ne bi šlo, pa imaš nek tak slab občutek. Pa sem imel pa še tempo, takrat sem bil s tisto zastavo, pa tudi ni fajn, če ne prideš cilj ob času, no, meni je ratelj 4:29, 21, tako da... Po šolsko. No. Sem pa imel problem pri 100. maratonu, ker so me pa prijatelji, takrat so me čakali v cilju v Portorožu, sem povedal, da bom prišel, ker jaz približno vem, kdaj pridem. No. Sem rekel, da pridem po 4 urah, ampak
mi ni ratalo, ker sem dobil krč prvič v življenju, zadnja stegenska in pa sem malo šepal, malo tako pa se oddelil. V glavnem so me čakali 20 minut, no in zdaj se spomnim na ta dogodek, se rekel, evo, zdaj je spet 200, ti pa se lahko tudi kaj dašnega ponovino, pa se ni. Imam pa en drug problem, zelo rad grem na maraton odlaufati, sam se mi pa zgodi včasih, da kaj pohodim. Ja? In še zdaj nisem, samo da shodam recimo na Postojanki, da hodim par metrov preveč, pa se mi zdi, da mi je fajn hoditi in pa spet zalaufam, ampak sam enkrat, da prekinem ta tek, pa nekako mi ne zlaufa. No? Pa se pa ne znam tako zmotivirati, ne da ne prišel cilj ali pa tako, ampak si rečem, vseeno, meni je v bistvu, da pridem cilj, pa tudi če je par minut ali pa par deset kasneje. No. A si bil kdaj prijavljen na kakšnega, pa pač nisi šel, moče kakšne bolezni, ali pa dejansko tega, ki si rekel, ne vem, lilo je koj škafa, pa si rekel, ne grem v tisti bovc. Tu zaradi vremena se še ni zgodilo. Zagrebški nočni maraton je vedno vsako, že 10 let, 11, je zadnjo soboto v avgustu in letos je, tu se še nisem doživel, 5 ur je lilo. Tako da teče se 4 kroge po nasipu ob Savi, ampak na tistem nasipu je bilo vode čez gležnje, če si tel pa ob robu teč, je bilo pa samo kakšnih 30 centinov razmočene trave in blata, ampak nisem odnehal. Tudi zelo malo je tam tekačev, na 42, ker grejo na desetinko maratona, četrtinko, polovičko, 3/4 in tako. Zaradi tega nisem, sem pa enkrat pa nisem šel v Bovc. No. V Bovcu sem bil vsako leto, razen predlani, sem pa imel neki, ne vem kaj. Ne vem, bolan sem bil, no. Ja, nisem prišel, drugače pa ne. Tistega, ki sem štartal, pa sem z borbo nekako. Mogoče veš, sigurno veš, na katerem si bil največkrat. Največkrat. Ja, Radenci, Ljubljana, na katerem si bil pa res morda vsako leto, odkar si začel. Ja, recimo istrski, sicer je začel malo kasneje, na istrskih sem bil vseh, ne? Štartu in v cilju. V Bovcu sem bil na vseh razen na Edmu, Ljubljano nisem bil, ker se je včasih pokrivala z Titogradom bivšim, ali pa s kakšnim drugim smo šli na kakšen drug maraton, tako da ne vem, tudi Ljubljanca imam, enih 12 imam, verjetno. Redno, doskrat sem bil na Zagrebškem, Crikvenica, dokler je bila eno leto, pa ni bila, sem bil tudi vsa leta, razen enkrat, ne vem, te bližnje, no. Ne, drugače pa, te bližnje kar redno hodim, kakšno Padovo, Trevizo, pa kar je tle, Hrvaške. Vem, da so v Splitu dajali letos vsem, ki so bili 5-krat zapored ali nekaj takega, to smrtno štartnino. Se je tebi, kje drugje morda, kaj pripetilo, kaj podobnega, so te kje počastili s kakšno posebno plaketo, priznanjem za ston štartnino? Ne, to sem se sam zamislil, če je bilo kdaj, kje pa nisem imel te sreče, ne. Je pa res tudi, nisi sam maratonca, niti si tudi ultramaratonc, pa vendarle nek krožnik si pa letos nesel domov. Ja, vidiš, dobro si me spomnil, nič sam ne vem. Od leta 2012 se mi zdi, sem bil vsako leto na Passatoriju, se pravi s Faenzo, to je 100 km, pa kakšnih 1500 višincev, in je bilo letos 50. izdanje tega teka, razen 3-krat ni bilo, se pravi 20 pa 2021 zaradi korone, pa 23 ni bilo zaradi, ker so bile poplave. No. Tako da sem bil zadnjih 10 let, vsako leto tam in sem prijel krožnik. Ja, dobiš za vsakih 5 pretečenih stotk, dobiš krožnik. Tako da zdaj imam že 2. No. Tam piše pač, da si pretekel ročno izdelan krožnik, pač da si bil v cilju 100-kilometrskega teka. Ja, 10-krat sem bil, no, to pa je res. Ja. Ta prva moja stotka je bila pa Bil, je bilo še popularno na tekaškem forumu. Se šel najprej tja, pa sem pa videl Passatore mi je pa res super. Zdaj že zadnja leta je prek 3000 udeležencev in je super. Pred leti je bilo še boljš, ker je bilo malo bolj organizirano, zaradi korona je tu malo spremenila, so precej oklestili tudi druženje, prehrano po teku oziroma tudi
en dan prej si lahko prespal zastojen v dvorani športni. Sicer so bili ležalniki, je bilo izgledalo kot ena bolnica Franja, ampak si pač imel spanje zastojen in zjutraj na avtobus pa na štartu v Firence. Ne? In tudi, ko si prišel nazaj, jaz sem šel ponovati v avto po Polštar in si se vrgel na tisto in si mal zadremal, se stuširal, kaj pojel, kaj spil in pol si lepo popoldne šel domov. No, zdaj pa tega ni več, še vedno zaradi korone, ker ne marajo, da se ljudje preveč družijo, da so na kupcu zaprtemu prostoru. Ne? Malo tega čara izgubilo. No. Zdaj, razlika med Bilom in Firencami. Okay, Bilu je bolj nočna izvedba, več makadama, najbrž v Firencah je tisti neznosni 50-kilometrski vzpon, ki je potem sledi spust, ali kako, pa vročina, ki je v 3 popoldne bil štart. V 3 je v Firencah štart in ponovadi je kar kakšnih 30 na štartu in več ali manj imaš sonce v hrbet in je kar vroče, sam pol je pa tečeš pa po noč, pa se pa dan. Je pa se nabere teh višincev, ki gre čez tudi en gorski prelaš, čez 900 metrov, tako da tam normalno hodiš, ampak pol je pa problem dol, sicer gre, ampak te kar nabije, ker to je vsaj 30 km klanca navzdol, kar konkretnega in tam me je pa enkrat res užulil in drugo leto sem vrgel oziroma takoj sem vrgel tiste copate v smeti, ker jaz sem imel za ultre ponovadi pol številke večje, ampak si jih nisem dovolj zatisnil. Jaz imam ponovadi zelo malo zatisnjene copate, ampak na taki progi pa ne gre in sem imel velik žul. To je edini žul, ki sem jaz drugače imel zdaj na maratonah. Niti nobenega črnega pavca, ne, ali kaj. To ti ne verjamem. To ti pa res ne. Kako ti pa to uspe? Ali imaš tako dobro tehniko, imaš tako dobre copate? Nimam tehnike, ko pristajam na petah. Ni tehnike, ko pa ne vem. Pač, malo večje copate moraš imeti pa. Ampak ne prevelike, da pa pač pol ni? Ne, to pa ne. Če so že malo večjih, moraš pa zatisniti, ne smejo se premikati. Ne? Ampak je fajn, da imaš v spredju malo več prostora. No? Prisegaš na kakšno znamko ali pač vzameš, kar ti pride? Ja, jaz kupujem več ali manj 2 znamki, zdaj ne vem, če se splača delati reklamo, oziroma splača se ne vem, če se sme. Sme se dovolj. Jaz imam za treninge prisegam na Asics, Gel Kajano, ki so debeli, težki, izdržijo veliko kilometrov. Z maratonem imam pa Mizunke, Mizuno, Way Rider in tu sem se navadil in tu jaz zdaj kupujem že 15 let, ne vem koliko. Tako da vodim tudi evidenco in sem približno 55 parov copatov ničel do zdaj. Kar je malo, no, v bistvu, če bi tako rekel. Kilometre tudi vodiš pretečene nasploh vse? Ja, preko tekaškega dnevnika, ki obstaja že kar nekaj let. Not imam že proge, če so tekme si upišeš, upisati moraš vrsto copat in sam bo kljukaš, kaj si bil but in je evidenca točna. Tudi moraš pogledati pa sej tebi bili pa že za stran, čeprav za videti niso, ampak vidiš, da imajo že 2 jurja kilometr, recimo. Tekaški dnevnik. Pa uporabljajo ljudje še to, poleg tebe, ker danes pri Stravah, Garminih in vseh ostalih aplikacijah? Tudi Stravo, ampak jo ne uporabljam. Jaz jo uporabljam takrat, ki je bilo treba v času korone, ki si jo potreboval za kakšen virtualni tek, drugače pa prisegam še zmeraj na ta tekaški dnevnik. Nekaj jih je še gor, ki uporabljajo to, včasih je bilo pa dosti več, recimo 10 let nazaj je bilo pa. Je bilo to popularno, vem, pa kilometri so se števali, pa all time kilometri, pa tako naprej, zelo zanimivo. Koliko kilometrov imaš iz glave podatek, imaš že v nogah? Pa nek čez 55,000, se mi zdi 56. Včasih sem bolj spremljal, zdaj pa tudi tu več ne tako natančno. Ja, nek tašnega. Ne. No, ampak to je... Do 40,000 sem kar točno vedel, se rekel, no, zdaj sem pa en obseg zemlje naredil, pa malo manj, no, tudi malo kilometrov, malo manj tih delam, kot sem časah, bomo videli. Ampak vseeno, mislim, še vseeno zavidljiva številka, če pomisliva, da si tečeš dobrih 20 let, ne, in zares
55 000 kilometrov, kar sami izračunajte, drage gledalke in poslušalci, koliko jih je to, pa koliko jih vi naredite. Jaz jih zadnje čase naredim precej manj, je pa tudi res, ne, da jih tudi maratoni prinesejo, nekaj 200 maratonov krat 42, ne, pomeni 8400 kilometrov, kar tudi ni kar tako malo. Ne? Ja, nekaj je, ja. Imaš tudi poštete ostale tekme, pa ali sploh tečeš na pol maratonih, pa kakšnih krajših? Tečem, včasih sem imel tu kot en tak hitrejši trening, čeprav sem pol gotovo, da jaz tečem 21 enako kot maraton. Grem in ne vem, ni dosti razlike recimo, ali grem polovičk, mislim 21 ali pa če grem na maraton, pa mogoče je kakšna minuta razlike, da sem počasnejši na maratonu, ampak nisem nikoli. Grem zadnje čase tudi sin laufa, pa hči, pa gremo kdaj na kakšen tak izlet. Poreč, zdaj gremo konc novembra, gremo v Novigrad, gre hči na 10, ima 2 sina, greva na 21, pa tako, ja. Grem kdaj. Draga žena, tudi včasih. Ja, včasih je šla na kakšen krajši tek tam 5 in 10 kilometrov, zdaj zadnje čase pa ne. Sem pa probal tudi že tek na Vršičene 2-krat, pa na Grintuc sem se trudil, enkrat mi ni ratalo, drugič pa sem prišel v limitu, tako da si dam kakšne take tudi cilje. No. Zdaj pa tudi Grintuca ni več, oziroma tudi jaz ne bi prišel v limitu več, ker je pa 10 km pa skoraj 2000 višincev, tu pa je malo preveč. Zelo popularni traili, ki jih je zdaj ne broje tam zunaj, te ne vlečejo, tako ti nimaš cajt, dokler zbiraš maratone. Zelo so fajn, ampak moram povedati, jaz sem kratko viden in nadaleč ne vidim prav dobro, z očali ne morem in na teh trailah se jaz spotikam. Posebno, če se menjava senca in sonce, jaz sem tam zgubljen, jaz sigurno 2-krat, 3-krat butnem in mi tu dela probleme. Skoraj vsako leto grem na Slemenski maraton, ki je poleti, ker ni nič drugega in se tam je kar zahtevno. No? V glavnem, mi ne gre, sem naroden, se spotikam in počasen sem. No? Drugače mi pa užitek tu, ne da ne. Še vedno je cesta tista, ker jaz se spotaknem tudi, če je recimo na asfaltu, ne? Tako da, ker ne dvigam nog dovolj visoko, ampak zelo malo odstav. Ne? To si se naučil skozi leta ali imaš že skozi tako tehniko? Verjetno skozi že. Kako pa je prej zaživela v ženi, ne? Ona sprejela to takrat, teh 16 let nazaj, tvojo novo ljubezen, tvoj hobi, tvoje maratonsko udejstvovanje, ki je iz leta v leto potem terjalo več vikendov ali pa nedel ali pa sobot. Ja. Pa sej, doskrat je šla tudi z mano, pa tudi tu, če je kakšna nedelja, če me ni, ima mir pred mano, oziroma tudi med tednom dosti ne manjkam, oziroma če grem za kakšno urco, jaz med tednom delam od 7 do 9 km, sploh ne grem dlje, posebno, če je sezona maratonu, je maraton in pa moraš tako počivati. Ne? Tako da, glede z tega stališča ni imela nič proti. Je pa videla, da če sem bil pa kdaj kaj poškodovan ali pa tu, pa je rekla, ja, če boš pa ti nehal teči, bom pa jaz začela. Ne? Očitno sem bil bolj tečen, tako da nisem tečen toliko, če laufam in funkcioniramo. No? Se pravi, da mi koristi, tako da bomo ustrajali še naprej. No, se spomniš življenja pred tekom, ne? Pa življenja zdaj tega ne bi več zamenjal, oziroma da ne bi šel na maraton, rekel ne vsako nedeljo, ampak vsake toliko časa bi ti sigurno nekaj manjkalo. Ali si kdaj razmišljaš, joj, če pa ne bom mogel laufati, bom pa ne vem kaj, kolesarju ali pa curling delal ali pa kaj takega. Pred par meseci me je mala Hilova zezala in sem videl, da moram iti na kolo, meni imam kolo, zelo rad grem na dopustu na kolo, grem v trgovino, do ribarnice, po zalivčkah, tudi na kakšen hribček, vse. Ampak po teh cestah pa tle okrog pa nisem zljubil, mi ne gre kolesarjenje, ne vem. Pa imam cestno kolo in gorsko, ampak mi ni, ne vem, kaj bi izbral. Čeprav jaz včasih sem hodil hribe precej, največkrat seveda na bližnji nanos, ne, še prej včasih sem smučil. No, smučarije sem se nasitil v bistvu.
potem, ki je prišel, pa začelo malo se dolgočasiti, pa sem turno smučal, pa so prišli pa carving smuči, jaz sem pa še vedno hodil s tistimi. S ulicami so mi rekli in pa so naredili novo gondolo na Vogu, nisem mogel niti notjet, sem jo mogel dati po diagonali, smuči noter, ne, in pa se reka, to ni več zame, sem si kupil turne, tako da sem se peljal z gondolo gor, pa smo pa pešačili in smučili tisto in pa sem pa pustil. No. Nek sem tudi tenis igral, v glavnem migu sem vedno kaj, ne, ampak tek je pa, ne vem, tek je pa ena dalje. No. V kakšnem klubu ali pa tako, pa, da bi rekel, da bi kje družno treniral tekljev ali pa se družil, pa nisi, pač dovolj ti je to, kar te hodiš na tekme. Ja, jaz se obujem superge, grem z bloka ven in to je to in pridem nazaj in tudi, ne vem, postojni nimam kakšnih takih tekaških prijateljev, da bi skupaj hodili na kakšne treninge. V koroni vem, da sem se s Andijem zmenil, da smo šli po PST-ju pa z Bojanom Kramarjem, pa tu smo šli enkrat, ampak drugače pa ne. Če za maraton, 200 maratonov, mislim, okay, če ti rečem, kjer je bil 145, ne veš, ampak če ti pa rečem, ne vem, se spomniš, ne vem, Berlina 2014, se spomniš Istanbula, pa take stvari. Se spomniš, mislim, se spomniš, ok, Ljubljane 2016 najbrž ne, ali tudi, ampak hočem reči tek, kjer si bil pa enkrat, ali pa kjer je bilo kaj posebenega, pa najbrž imaš kakšne. Ja, na vsakmu ti kaj ustane, vsak je malo drugačen. Ja, Berlin tudi sem šel z vami z avtobusom, je bil tudi doživetje. Ne? To je bil road trip, ja. Tako. Ne, super je, ja. Se zapomnim, ja, tudi recimo v Napolju sva šla z ženo, sem si zapomnil pa zaradi tega, ker so nas spali smo v Pompejih. Štart je bil v Napolju in smo šli z avtobusom na štart, ampak je začel dež padati in preden smo štartali, so rekli, veste kaj, ko pa dež pada, bomo pa mi malo progo skrajšali. Sej smo prišli do Pompejev v cilj, so že podirali cilj, ampak ni bilo 42 kilometrov, ker pač na kopčevalnicah so se bali, da bi mokri ti prostovoljci in so kar malo skrajšali progo. Tako da je dosti takih zgodb hecnih, ja. Mislim, ajde, teh zgodb imaš kako, ok, destinacije izbiraš, tisti, ki so bližnji, jih večkrat obdelaš, kako se potem ozreš dlje, ne vem, kako greš pogledat koledar, pogledaš, ne vem, kaj mi razpišemo, kaj kdo drug razpiše, kdo je bil, kdo ti kaj pove, kako to izbereš. Ja, recimo, če vidim, da sem bil na kakšnemu že večkrat, pogledam, če je kaj podobnega, ki je v bližini, oziroma ali bi bilo interesantno, pa ali bi šel sam pa z ženo, ali bi še koga povabil, tako da doskrat sem šel tudi s Sandijem, sva šla skupaj, pa s Kramarjem, recimo v Sevilji. Sevilja je krasna, je res vrhunski maraton. Potem smo šli skupaj, sem najdel Sofijo, tudi poceni prevoz, smo šli v Sofijo, pa tako, ne vem, vsake toliko je treba iti malo ven, ker tleh je premalo, pa ti tako že poznaš, no, in progo, in organizatorje in tako. Moraš kakšno destinacijo menjati, da malo njihovo kulturo vidiš, malo njihovo prehrano in tako naprej. Če ti rečem takole z glave, da mi povej, kje ti je bilo pa tako fajn, recimo pa si bil samo enkrat, da bi se takoj spet vrnil, ali imaš tak maraton, kamor se vsak let vračaš, kjer ti je tak, ki pa res ti je posebej? Seviljo bi šel še, pa Atene bi šel tudi še, pa v Rimu nisem bil že dolgo, bi tudi šel še enkrat Rim pogledati, če kaj drugače. So taki, ki so mi ostali v spominu, res. Tudi Garda je bila lepa, ali pa zato, ki je bila bolj na začetku, ker mi je bilo vse novo in je bilo fajn ob jezeru laufati in to, ne vem. Če primerjaš, ne vem, maraton, kjer je 40,000 ljudi na štartu, ali pa nekega, ki je pa 150, ne vem, takih je tudi veliko. Mislim, kaj te privlači pri enem ali pa pri drugem, ne vem, pri tistih gužvi, je zmer polno ljudi, tam te že vleče, pa navijači, pa to. Pri teh malo manjših, kjer si pa lahko samcat, pa osamljen, imaš pa mogoče drugačen pristop, ali kako, ali kaj ti ponovadi ljubše? teh manjših je tudi malo bolj domače vzdušje, ampak je problem, v par urah se ti tekači raztegnejo in pol skoraj ne srečaš nobenega, pa se ti pa zdi, da si na kakšnem treningu, ne na tekmi, ampak kot doma v Postojni, ko gre laufati v
v gost, ki si skoraj sam, ne, in sam pa, ko prišel cilj, se pa vse stvari postavijo na mesto, vidiš, tudi druge so tekmovalce in prijatelje in tako je. Ti veliki imajo pa spet svoj čar, ampak da bi pa hodil sam na velike, pa ne. Tudi New York sem šel prvi člani, se rekel, enkrat pa res moram imeti, da vidim, kako zgleda, ampak da bi pa lih bil zelo navdušen nad tako množico, pa nekako ne vem. Že sam transfer recimo z Manhattna na štart, pa v mrazu čakati recimo 4 ure na štart, pa to mi ni lih, ne vem kako všeč, ampak pol naprej sama proga, pa navijači, to pa nepopisno, ne, to pa res moraš probati, no. No, tako da zdaj mi povedal, New York je pred vrati letošnja izvedba, kajpak spet slovensko zasedbo, lansko leto ste šli, ja, in ta znameniti jutranji transfer v 6, zato da pa lahko ob 11 štartaš, pomes, ne moreš se ne sedeti, ne se ugret, ne nič. Letos sem bral navodila, piše, ne smeš imeti s sabo stola, žimnice, ogrevalnih teles, bog ne daj gašprčkov, ne vem, kaj so se ljudje s sabo nosili, očitno cele posle, ampak kaj si ti naredil, no, ko si prišel na Staten Island, ne vem, 7:30 zjutraj, pa si rekel, fuck, do štarta je pa rešil. Neč dobro, da sem imel veliko cujn, da sem se fajn oblekel in najdel sem en tako svetlen prostor, kjer je, hvala Bogu, sonce začelo svetiti in pa tam opazuješ ljudi in gledaš, kaj kakšen dela, kaj počne, kako je oblečen, odkot je, malo poslušaš, če kaj razumeš, s kom se pogovoriš in tako pač nekako počakaš tisto uro štarta. Sam tek je pa res noro, no, res. Toliko ljudi, gledalcev v poti pa je res noro, ne, toliko krči, da nazadnje jaz nikoli ne laufam z MP3-jem, recimo na tekmah doma, že za trening, ampak je toliko tistega krčanja, da ne da ti odveč, ampak pol čutiš, da je bilo res noro, no, res. Mislim, če bi kdo rekel, evo, Igor, tle imaš, plačam ti vse, greš še enkrat, bi šel tja še enkrat, bi to še enkrat šel preskusiti. Verjetno bi, zakaj da ne, bi. Oziroma, dajva tako reči, ne? Ja. Če bi imel neomejeno časa pa denarja zdaj, bi rekel, evo, zber si, Igor, 3 maratone, kjerkoli, lahko na Antarktiki, na severnem tečaju v Severni Koreji ali pa ne vem kje, v Mehiki. Kaj bi vzeli? Sigurno ne bi šel tja, ki sem že bil, recimo v New York ne bi šel, bi si izbral take lokacije, ki še nisem bil. Sigurno bi in Korejo, in Kitajsko, in ne vem. Imaš kaj tega ogledan ga tako, da imaš kje daleč v planih, če bi se pa išlo, bom šel pa tja, kakšen maraton, ki ti je kdaj prišel, se pripeljal mimo, pa si rekel, tega bom pa dal na neko. Ja? Na kitajski zid sem mislil pred leti, ki so organizirali še Srbi, ampak pol je pa prišla korona, pa so 1-2 leti ni bilo nič in pa je šlo mimo. To sem imel željo, ja. Ali pa celo sem se dogovarjal z Italijani, so tudi organizirali, ma pol je šlo še vse svojo potku, da bom kaj. Zdaj trenutno nima pa nič kakšnih posebnih želj, kam bi šel. No. Je pa fajn jeti na kakšne nove lokacije, tu pa sigurno nove destinacije, to je povezano pol tudi s časom, z denarjem. Bomo videli, no. Ker če greš daleč, rabiš tudi več dni, ne. In če češ narediti 20 maratonov na letno, je težko. Jaz hodim pa tudi na dopust, pa na morje, pa tako ne sam. Ni vse sam maraton, no, tako če bom povedal. Mislim, ja, če 20, to pomeni na vsake 3 tedne že skoraj, ja. Moraš planirati, da boš nekam šel. Zdaj k sreči jih imaš tle okrog še vsem dovolj, da si zapomniš, da pomeniš ta koledar. Kdaj pa delaš koledar, recimo? Si sistematičen in se to loti že naprej, pa imaš zdaj že izdelan ga za 2026 ali sproti nalagan? Ne delam koledarja sproti. Kakšno stvar se spomnim, ko dobim po mailu, me spomnijo, da so cenejše prijave, pa se prijavim, pa pol pozabim se čez pol leta še enkrat prijavim, pa vidim, da sem 2-krat prijavljen, da sem tudi 2-krat plačal, ne, in tako, tudi tu se zgodi različno, ali mi kakšno novo idejo, kam bi lahko šel, ali pa tako, nimam izdelanega plana naprej. Več ali manj pa ti bližnje pol ponovadi poklukam, ne, ki so v naši bližini, se pravi, vse slovenske, hrvaške tudi tle, kar je v bližini, italijanske tudi, tja do Bolonije in
ali pa tudi dlje, no, in tako. Najlepši Kakšnega v hrvaški Avstriji maraton tudi, za tebe, evo, tako, pa tako rečem, evo, tako, najlepši hrvaški. ne vem, verjetno, kaj zdaj, Split je verjetno. Ne vem. Brioni je bil, sam Brioni je bil dvakrat in pol zdaj so samo še polovičke. Brioni je bil tudi lep, sicer je bilo treba več krogov opraviti za 42, ampak tudi Pula je bila, pa je bila, samo enkrat sem bil tam v Puli, ki je bil maraton, zdaj so spet samo polovičke, tako da Trst je bil lep, zdaj ga ni bilo maratona že, Kar ne nekaj vem, let, ja. precej let, drugo leto bojo spet, ja, ker bo 30. obletnica prvega maratona, pa bi jo spet spalali, no, tako da Pa tam bo vesela. še. Mhm. V glavnem meni so všeč maratoni, ki so speljani kje ob morju, to je pa Aha, super. no, to te nisem Ja. vprašal, kjer so ti No, ljubi, tudi, zelo ja. morski, zato da je zapihlja. No, tudi, ja. No, Tudi ampak ribi ni nič posebnega, ampak mi je fajn, ker se teče predvsej tam ob plaži in tako. To je meni užitek ob vodi, no, sploh ob morju. Ne. ker smo bili pa, ko smo bili v Lizboni, je bilo tudi ob morju, sem tam je bila takrat mikrovalovka na progi, a se ga spomniš, a se ni tako dolg nazaj, 2 leti bo, ne? Ja. Spomnim se tudi tramvaja oziroma vlaka, ki je vozil mimo našega hotela, Ki je pred kratkim pač bila tista tragična nesreča, ja, prav tam smo imeli hotel, tako pri Gloriji, prav v tistem hotelu. Spomnim se, da si imel edini sobo z balkončkom in je izgledalo, kot da boš imel kot Tako je, papež ali ja. pa predsednik, ki bo imel govor tam Ja, zgoraj. globok je bil točno za širino superk, kakšnih dobrih 20 cm ali slabih 30, ampak mi je prav prišel, ti veš zakaj, ne? Zato, da si pač Težko zjutraj malo dol na zrak, pogledal. ne? Ja, tako, da si Ja, gledal pa sem tja, videl tako, ja. tako, pa morje si lahko videl, Ja. morje, ki ti je všeč. Mislim, ja, Drugače morskih. pa Porto je bil super, Porto je super, Valencia je super. Tu so taki maratoni, ki smo šli skupaj in je organizacija je bila fajn, maraton, pa je vse klapalo, res, tam se pa splača. Tja bi tudi še šel, evo, Porto, Valencia in Pa ne, ja, moče na kakšen bi pa otok. ponovil, ja. Ja, recimo, ne vem, Ja. danes sem dobil vabilo na Ibico, recimo, a ne pa na Azore, pa tako naprej, teh morskih maratonov, obmorskih je tudi kar nekaj, no, dobro, istrski tudi obmorski, no, konc koncev, sej. Ja, sej. Morje ti je blizu potem, Sej ja. to nisem na nobenem manjku. Ja. Ja, nisem te vprašal, vročina, mraz, dež, veter, a te kaj moti, a ti vročina Nič, preseda ali nič. si človek, ki gre čez vse? Ne. Ja. A? Jaz hodim zadnjih 10 let, recimo poleti na Murter in se prijavim za Sleme maraton. In to pomeni, da je treba tudi malo v kakšen hrib polaufati in tam je največji hrib, je visok 105 metrov in pa grem recimo, pospijemo kavico in pozajtrkujemo, gre žena na plažo, jaz vzamem hladilno torbo, jo postavim v vznožje tega hribčka in pa grem enih 10-krat gor, pa po cesti dol, da nabijem en toliko kilometrov, ampak mi ne škodi vročina. Zelo se potim, dosti zgubim tekočine, ampak lahko, tako da na dopustih jaz grem laufati magari ob 11 uri, mi ni problem. Je pa res, da je tam taka pot ob obali, da greš lahko v kamp, ali greš po tuš, je kakšen lijak ali utakneš glavo v morje, tako da fajn. Jaz v morju živam tudi če je vročina, no, in tečem v vročini. Kako zagotavljaš Tako. tekočino, imaš sabo, recimo, če greš nekaj daljšega, ali ne greš nikoli tako daleč, da bi ti primanjkovalo neke vode ali pa kaj? Si vzamem sabo, oziroma tle se da tudi natočiti. Jaz v bistvu, če grem za 2 uri, grem redko kdaj, ne rabim nič, ne vzamem. Tudi poleti ne vzamem nič sabo. Za dlje pa ja, no. Sej sem dehidriran, ampak ne vem, ne spijem dosti, no, na treningih. Tako pa doma, pa če grem po kakšno urco pa pol, pa še Pa ni nikoli potrebe, nisem imel praviš. sabo. Pa praviš, da Tudi ni potrebe. telefona ne nosim sabo. So preveliki, včasih so bili manjši, sem ga imel vedno s seboj, zdaj pa nič več, zdaj pa brez vsega. Edino ključa od stanovanja. To je to. Pa WC papir, to mora biti vedno. Aha, to je tvoja Ne? obvezna oprema, to si zatakneš nekam. Ja, tako. Kam pa daš WC Ja. papir, da, Ja, v se, žepk, ja. da ga ne prešvicaš? Da ni... V vrečko polivinil pa zavijem, pa v zadnji žepek. Tako. Se pravi, Do zdaj se je obneslo vedno. Ja. ključi, WC papir, 10 evrov pa ne, ker itak ne Ja. boš. Ja, poživel enega vštopov. Ja, pa tudi jih najdem, vsake toliko jih najdem po 10 evrov, po 20, na raznih lokacijah čudnih in v nahrbtnikah in
in kakšna hanoraka, ki sploh nisem vedel, da obstajajo žepki, ki pa se not zaklačil denar za vsak slučaj in tako, ja. Prideš do skritih zakladov vsake cult, no. Pa žena tudi opere, kaj pa tako, ja, se dogaja. Oblačila, te majice, pa hudije, pa teh stvari, imaš ti potem tudi doma polne omare in to nosiš, ponosiš, podariš, ali... Podarim bolj malo, ker vsi neki prisegajo na bombaž, razen dobro sin, ki tu teče, pa tu mu dam, drugače pa dam v kontejnerje za obleko, več ali manj. Tega je preveč, no, res. Fajn je, če so tudi kakšne druge stvari, kakšne rokavice, recimo bovci imajo rokavice, brisače, lučke, je fajn, da je No, tudi kaj drugega razen majčke, no. Ja. Polagamo še enkrat na srce vsem organizatorjem, vse so majice fajn, pa ruzaki, pa vse to. Vem, zavrtite to še malo, dajte še kaj drugega, ker res nam moramo vsega ponositi. Jaz recimo tole Beer Lovers majico sem dal gor, najprej po naključju, potem sem pa ugotovil, da jo imam in sem rekel, tole moram pač na enem pogovoru na čast obdržati, pa mi je res všeč, recimo, ampak... Tudi jaz sem razmišljal, če bi sem se bal, da me bo zeblo, pa sem malo bolj obleko. Sem pa tudi na to mislil, ja. Kako si pa, Beer Lovers, kaj se spomniš pa z Beer Lovers maratona, ki pa malčke ne klasičen, recimo za podlagi v primerjavi s tistimi, na katerih si običajno prisoten. Krasna in kratna izkušnja, malo me so pa presenetile višinci oziroma stopnice, jaz sem za ene vedel, ma so bile dvoje, pa tu je pa krasen ambient, en dan prej, ki je testeninka in drug dan vrhunsko, no res je za probat. Fajn. Zelo malo sem se ustavljal na ukrepčevalnicah, če bi ponovil, bi se malo več. Ne? Sam bomo vedeli za drugič. No? Ja. Točno to. Nekaj ne veš, kako telo funkcionira, no? če spiješ kakšen kozarc pive vmes. No? Tako, ja. Z velikim strahom sem tudi jaz prestopil, pa ne bom rekel, da nisem veš tudi kakšnega piva spiti, ampak tega maratona pa smo bili lansko leto na Vinskem in tako naprej, ampak ugotavljam, pa ne delam reklame zdaj za to, ampak da je presenetljivo, lahko želodec to prenese, pa tudi glava, bom rekel, ker se ves čas premikaš in niti ne občutiš, morda, če bi to stvar sede popil, bi bilo drugačen učinek. Gibanju. Ti si bil recimo, nekaj sem se še spomnil, letos bomo šli pogledati tudi tamle v Benečijo na Prosecco maraton, ti si tudi tam bil, ko je bil prvi, prvi in drugi. Jaz sem bil, zdaj je tretji, če sem bil na obeh, tam je fajn, celo sem bil njihove kožnice, klobase, tople, sem tudi probal, ampak sem jo probal šele na 35, ampak je super. Tev sem pa tu povedati, glede piva, točejo ga v ležu, ga točejo po pol kozarca in jaz, ko jem gele, mi je pasalo, zato ker tisti geli je res sladko in pa še nekaj grenkega, Tako da super kombinacija, gel pa pivo. Samo ideja še na naših koncih, ki tako spravimo skupaj, jaz se zdaj na lovu za vsemi mogočimi maratoni z žlahtnimi napitki tle v Evropi, pa sem ugotovil, da jih je kar nekaj, enega si mi tudi ti predlagal, tamle gor v Avstriji, pri Wiener-Neustadtu, če sem prav pogledal, niti ni tako daleč. Te mika, da bi šel tja pogledati, najbrž še nisi bil, Nisem bil ni daleč, zanimivo bi bilo za probat. Če bo zdravje in še kaj, bomo probali tudi to. Kje bo tvoj 201. Igor Stegl? Verona zdaj novembra, 202. pa gremo skupaj Prosecco maraton. Pa še 2 cici teka, se pravi 2 21. Palma Nova? Palma Nova, pa konc novembra Novigrad, familiarno. Vnukinja, hči, sin in jaz. Tako da gremo vsi laupati. Je tvoja cenjena družina začela teči zaradi tvojega zgleda? Je to potegnilo vse skupaj v tek? Ne vem, verjetno nikoli nismo noben mi silu ali pa verjetno se te navade prenašajo. Zanimivo je, da jaz vstati ne morem, teči zjutraj ne morem, nikoli še nisem stal tudi na dopustu zjutraj, zgodaj, tudi če je polet vročina, zato da bom ležal od laufu, medtem ko sin
dela v Izoli, ampak on gre ob 6, nič, laufa 4-5 km, ponovadi še z enim prijateljem, se mu da vstati, odlaufa, se stošira in gre v službo. Jaz to in verjetno ne bom nikoli. Ne? Tudi, Ampak ja. povzel pa je nekaj. Ene vzorce prevzamejo verjetno tudi otroci. Vse se ti dobro zdi, a ne, da imaš tako aktivno Seveda, družino, ja. katero lahko potuješ tja, pa početi tisto, kar ti res rad počneš. A ne? Ja. Se pravi, gremo v Novigrad, je spet morje, bomo čez vikend tam, tudi spomladi smo šli v Poreč, tudi smo vsi laufali, je morje, no, mi smo radi na morju. Prva stvar, ki jo narediš, ki prideš čez cilj, recimo, pustva pač vse ostalo, ne vem, da si zaželiš tisto pivo, neki pojest, kakorkoli, a ne, kaj je tisto, kar te, še vseeno te nekaj more motivirati, si že prej rekel, tvoja motivacija je sama po sebi v tebi, greš teč, pa se ne pretirano naprezati in ne rabiš notranjega glasu ves čas, da ti reče, zakaj to počneš, a ne, ampak Ne, tu se niti ne sprašujem jaz, zakaj, ampak ko pa pridem, pa čutiš eno zadovoljstvo, ki traja še neki dni ali pa lahko tudi dlje in tudi nekako drži naprej, zato se tudi z veseljem prijavim še na naslednjega, ne, in to je tak krog. Drugače pa ja, piva je, ker zgubim dosti tekočine, tu mi je pa pivo, lahko spijem, kaj drugega, pa recimo hrano ne morem še, ne, po maratonu nekako mi ne gre. Malo kasneje, ja, ampak ne vem, nekako en pirček je pa super spet, zaslužen. Povedano je, Igor Stegl je s svojim pač gorenskim naglasom večkrat napačno, da se zavestno pravilno Stegl preberem, se ljudje, ki motijo, no, ko te morda kličejo domači ali pa tam krok nekdo drug, pa jih moraš popraviti. Ne, zanimivo, razen tebe, pa ne vem, mogoče še koga, nobeden, naglasujejo Stegl, ne pa Stegel, ne vem. Verjetno je vaš konc bolj poseben. Igor, verjetno me je tudi tako, oziroma vem, da me je, ostali pa niti ne. V bistvu pa ni važno, no. Gorenski, ja, drugi zlogi in podobno, ja, ker koristimo vse, ponudimo vse, ja, še besede pa črke, pa jih ne radi uporabljamo preveč. Igor, zdaj, ok, rekel si teče z ljubeznijo, ampak vseeno, če bi ti rekel, kaj bi pa rad počel čez 10 let, recimo, kakšen bi bil tvoj odgovor? No, pa tekaško, pa življenjsko, pa tako, ne vem. V bistvu, da bi bil en toliko zdrav, da bi funkcioniral, pa ni mus, da lih tečem, ampak da se premikam, da lahko hodim. Hoja mi je tudi užitek, tudi v hribe in tako. Pač da ti dopušča zdravje enega normalnega življenja in pol bi se dalo, posebno kje ob morju, pa kakšne ribe lod, pa tu bi se videl tam. Je to morje v tebi, zakaj? Ali si bil zmeraj vohaš tamle v Postojni že, ki prenese kaj von po morju? Tu imam jaz to željo po morju, imam že od nekdaj, tudi vedno sem imel kakšne gumenjake, od, ne vem, 25 leta pa do svojega 60, tako da sem tudi ribe lovil in bil s čolni dosti na morju in tako, in tu imam nekako v krvi. Tam se vidim, recimo, zdaj v penziji. Verjetno bom drugo leto šel v penzijo in potreba kaj kombinirati v tej smeri. Boš imel pa toliko časa, da boš spet začel trenirati za ultre, pa ne vem zakaj vse, ne, ampak... Ja, sem prej bo treba kaj delati za jedro, za kor, telovaditi, pa ja, drugače pa, ja. Igor, si se bomo razgibavali, pa kettlebell ali pa nekaj, kaj vse počenjati. Ja, vidiš. Ne uide, ne tebi, ne meni, ta stvar, ja, zdaj, morski človek, to sploh ne dvomim, da si, malo imaš dalmatinskega melosa v sebi, a se kdaj, videl sem te, da se kdaj razburiš, ampak tvoje razburjenje je približno tako, kot da bi mehen bolj na glas naročil pivo v gostilni, a se ti kdaj razjeziš, a ne, si kdaj besen, jezen, ker deluješ res umirjen. Se razjezim in boš, da se ne, no. Malkrat je rekel, takrat pa zapoka. Ja, zapoka.
seveda Ampak, se. dajva še čisto za konec, evo, pa rekel si, kaj bo 1 uro govorila, ker sem že krepko čez uro, vidiš, a ne? Pa samo malo čvekava. Ja. Krepko čez uro so. Na koncu mi še povej, recimo, kaj vse, ne, če bi te nekdo vprašal, ki ne teče, pa te prijatelji vprašajo, ne? Tek, pa kaj ti to da, ne, mislim, kam imaš od tega razen prešvicanje cune, stroške za copate, potovanja, ja, pa čas ti gre, je v neki vteku, da vem, zdravje, meditacija, družba, vse, prosim, daj, povej mi, kaj vse, mislim, tek daje nasploh, no. Točno vse, kar si povedal, počutje, zadovoljstvo, spoznavanje kraju, ljudi, druženje, kulture, spoznavanje njihove kulture, vse, cel ta sklop je nekaj več. Tako da ne da se povedati tu recimo v enem stavku, ampak tu je, ne vem, tu je že v bistvu način življenja. No, tako da še zdrav se bom še kar prijavljal verjetno na te maratone in bomo videli. Dokler me bo to veselilo, no, tako bom rekel. Zaenkrat se mi še ni palo na misel, da se recimo da ne bi šel. No. Ali pa, da bi bil prijavljen, pa bi rekel, se mi ne da, tu pa se še ni zgodilo. Igor, straj, prihajajo, konkurenti čakajo na tvojo slabost, da ne hecam, se hecam. Ja, v redu, vem, problema. Ne, mislim, ostani zdrav, vesel sem, da po 200 maratonih praktično nimaš kakšnih resnih poškodb, marsikdo jih ima že po 2, ja pa tega ne počne več, no pametno si tega loteval. Jaz mislim, da sva v tem pogovoru nekako pokazala, kako ti pristopaš k maratonskemu tekanju in si zato pač še tukaj in verjamem, ja, in ti že kar napovedujem, da se srečava spet ob naslednji okrogli obletnici ob 300, ja, pa bo takrat preštela nove destinacije, pa boš povedal, ne vem, kako je bilo pa na Kitajskem zidu, pa v Avstraliji, pa na ognjeni zemlji in še kje. Ja. Ok, velja. Igor, hvala za tvoj čas, lej, super hvala, je bilo. Enako. Kmalu se vidva, pa spijeva tisto pivo, pa poveva še tiste zgodbe, ki niso za javnost. Ko mi čakam, ker s tabo je res užitek pivo spiti in se pogovoriti. Ker hvala, si enako. Poznavalec in vse. Čau. Drži se, pozdravi Dado, lahko noč. Bom, hvala lepa.